Brez dvoma bi pa vsaka dodatna obdavčitev, posredna ali pa neposredna, vplivala na študentsko delo, na obseg. Ampak generalno gledano, recimo, da pa bi zahtevno študentsko delo, predvsem recimo na določeno starost študentov, nas ne bi motilo pretirano, če bi se to deloma štelo tudi pokojninsko dobo, ali kaj takega, recimo, da se tudi skozi študentsko delo izraža neka medgeneracijska solidarnost. Je to lahko tema, v kateri bi bilo potreba v naslednjem letu razviti dialog in najdeti neko skupno rešitev. No, predlagano je, da študentom in dijakom bi že tekla pokojninska doba. To metodološko, kako to izpeljati, je dosti komplicirano ta trenutek. Ker zdaj kaj je osnova? Ali je to upravljena ura, ali je to vrsta dela, ali je to zahtevnost, ali je to izplačilo, zaslužek. Tukaj je možnih več rešitev. Ena je model po urah ali po mesecih, drugo je, kot recimo je že zdaj možnost odkup tako manj študentskih ali pa vojaških let po nekem pavšalnem znesku. Tukaj možnih rešitev je več, tako da v tem duhu je treba preučiti, prekalkulirati, recimo, kaj bi bilo najbolj smiselno. Zdaj, kolikor je tudi predlog nedodelan, so tudi prvi odzivi nanj, ampak recimo razbrati se da delodajalci so že povedali, da definitivno to ne bi smelo iti na pleča delodajalcev, ne. Kar pomeni, da bi šlo verjetno na pleča študentov, torej da bi se jim dejansko ta neto dohodek prejeti znižal. Torej, lahko iz tega sklepamo pač, da bi se znalo tudi poslovanje študentskih servisov posledično, to so seveda ugibanja, zmanjšati, ne? Odgovor tako na prvo žogo brez dvoma, kolikor bili te prispevke, da bi se zelo, zelo povišali, bi to vplivalo na obseg študentskega dela, to študentsko delo bi bilo manj konkurenčno. To je, spravo študenti bi mogli delati dlje časa za enak zaslužek, to brez dvoma bi vplivalo v to smer. Zdaj pa na čigava pleča bi pa šlo, zdaj poznamo pri zakonodaji, ki trenutno v veljavi, prispevke, ki jih plača delodajalec in prispevke, katere plača delojemalec, ne. Bi se vse skupaj zdaj zaokroženo, 16-80%, to je skupaj več kot 35%, ne. Kolikor bi bilo dejati v tej višini, bi to zelo, zelo močen vpliv imel na študentsko delo, v bistvu bi se upal sklepati, da bi ga skoraj ukinilo, ne. Kakršne kot druge oblike, se pravi, je pa potrebna resna diskusija in analiza, ne. To na pamet je prenevarno, preneodgovorno, ne. Neki večji posegi brez nekih analiz narediti na tem področju.